at that plate! Jo, Marko, živijo, lep pozdrav, tokrat ne v Celje, ampak na dopustniški Pag. Predvidevam, da danes nisi bil edini Slovenec na Pagu, ki je goreče navijal za slovensko reprezentanco. Kakor sem videl na Twitterju, tudi na Hrvaškem, ogromno Slovencev, oziroma Slovenci povsod po svetu, vključno seveda Slovenijo, smo danes med 1 in 3 uro ždel pred računalniki, televizorji in si grizel nohte, stiskali pesti, se držali za glavo, vpili na televizor ali pa računalnik, ti pa predvidevam na Pagu isto. Ja, seveda. Matej, tudi tebi en lep pozdrav v nedopustniško Ljubljano. Upam, da si hmalu tudi ti privoščiš en dopust. Ga bom rabil po taki tekmi, če ne po vsem drugem. V zadnjem času je bilo kar pestro in naporno in ja, bom rabil počas dopust, ampak tale tekma, samo tukaj sem prešvical tok, da bi rabil kakšen teden, da pridem k sebi. Kako je šele našim fantom, si pol predstavljam. Ja, tle na Pagu, koliko ljudi poznam in tudi sicer, koliko sem slišal po restauraciji, ko smo šli na pico, se je res dosti govorilo o tej tekmi, kako se ne bi. Tu je res zelo dosti Slovencev na Pagu in tudi sicer v celi Dalmaciji in Kvarneru. Zdaj pa je, da bi tudi Blaž mogel sodelovati na tem podcastu, ampak je verjetno šel vse kadrvar, ki je podobnega, da si malo umiri živce. Kako? Ja, preveč slabe volje je bil zgleda. Danes po tekmi je bil preveč depresiven, da bi tole posnel. Mi dva so se pa tudi težko zbrala, ampak sva rekla, morava poskušati nekaj povedati. Konec koncev si fantje po taki bitki, po taki borbi, res izjemni borbi, to tudi zaslužijo. Borili so se do konca, od prve pa do zadnje sekunde in lahko rečemo, ja, samo kapo dol, res kapo dol za tako borbo. Marko, preden pa začneva in zagrizeva v to analizo, bom pa samo poslušalce na hitro zaprosil, če lahko všečkate tale posnetek in se naročite na naš kanal, če tega seveda še niste storili, in zraven kliknete še tisti zvonček, ki vas bo obvestil v vseh novih podcastih. Če tega ne omenim, je takoj poln lajkov, sem opazil, in potem tudi manj poslušan, pa da vas ne bom dolgočasil z problemi algoritmov na družbenih omrežjih. Dajmo se raje posvetiti naši herojski reprezentanci, ki se bo v soboto borila za bron, ne za zlato, ampak Marko, tale bron po takem turnirju, po kvalifikacijah bi bil vreden zlata. Mislim, da moramo postaviti stvari v perspektivo, tudi zato, da malce potolažimo sebe in naše poslušalce. Spomnimo se, kako smo igrali kvalifikacije brez Luke in drugih NBA-jevcev, zato ker so se termini tekem pokrivali z tekmami Eurolige in NBA-ja, ko se nismo sploh uvrstili na svetovno prvenstvo, kaj šele, da bi sanjali o olimpijskih igrah. In tudi pred tistim turnirjem v Kaunasu nismo bili prepričani, ali sploh lahko gremo do konca, lahko porazimo Litvo v finalu. In na to 4 tekme kasneje olimpijske, 4 tekme kasneje borba za finale. Ta ekipa kapo dol, sami presežki in v Kaunasu in v olimpijskih igrah. Zdaj, ta tekma, žal so si igralci izbrali to tekmo za najslabšo tekmo prvenstva, kar se tiče natančnosti pri metu. Tudi sodniki in ostale zadeve nam niso šle na roko, o tem bomo več povedali v nadaljevanju. Jaz bi rad samo še izpostavil eno zanimivo zadevo. Tokrat smo Slovenci končno ugotovili, kako slab internet je na Hrvaškem. Ko smo hoteli gledati tekme preko Wi-Fi-ja, pa vse normalno, da na otokih nimaš tako dobrega interneta, ampak mi smo navajeni ipak tako, se veš, kakšno internet je v Sloveniji. Dober, ja, če si mogel zraven živce zgubljati še zaradi slabe internetne povezave, je bilo pa to še ekstra stresno. Res, Marko, načel si nekaj topik, o katerih morava nekaj reči. Zdaj, prvi, kateri se je treba posvetiti, je verjetno, kaj je bil zdaj ta glavni razlog za poraz. A je bil samo en glavni razlog za poraz? Mislim, da se na koncu moramo vsi strinjati, da je bilo razlogov za poraz več.
Ampak na tekmi, kjer izgubiš za 1 točko, kjer na koncu pol koša pomeni odhod v finale, lahko mogoče izpostaviš tudi eno stvar, oziroma te bom tako vprašal, a lahko izpostavimo samo eno stvar, ali se strinjaš z večino, da je več faktorjev tukaj, ki bi jih lahko ukrivili za ta poraz? Ne, Matej, definitivno je tu več faktorjev. Samo na recimo sodnike kazati, pa samo na proste mete, mislim, da ni najbolj upravičeno. Naši so zgrešili kar nekaj metov za 3, zgrešili so nekaj metov iz črte za proste mete. Zoran ni bil pravi, ni igral malo časa, Luka ni bil pravi, ni bil pri šutu zaradi poškodbe zapestja, zdaj koliko to resno bomo videli v naslednjih dneh, če bo to sploh hotel povedati. Je pa tudi res, da so recimo 3 glavni Francozi, Decolo, Fournier in Cabarrot, zadeli 10 trojk od 15 vrženih. Ne moremo reči, da se to zgodilo na vsaki tekmi, se pa zgodilo ravno na tekmi, kjer je nam šel zelo slabo šut, še posebej za 3. Trojke, prosti meti, lahko bi dodali še precej boljši skok Francozov, 48% met Francozov za 3, 15% boljši met za 3 so imeli in pa ujeli so 9 skokov več kot mi. 2 taki diskrepenci oziroma zaostanka v 2 tako pomembnih kategorijah zelo, zelo težko kompenziraš. Mi smo sicer precej bolje metali za 2 točki, skoraj 17% bolje za 2, zato smo konec koncev tudi bili tako blizu. Ampak so Francozi na koncu imeli več metov, imeli 1 met več. Ob toliko slabšem metu za 3 in skoku bi pa mi morali igrati nekoliko hitreje, v protinapadu kakšen koš več doseči. V protinapadih je bilo 13-11 recimo za Francoze, tukaj bi morali imeti višjo prednost. Francozi sicer tega boljšega skoka niso izkoristili toliko, kot bi ga lahko. Treba je povedati, da smo tudi mi igrali dobro obrambo. Obe ekipi sta konec koncev igrali zelo dobro obrambo. In na koncu je v bistvu v zadnji akciji odločila obramba. Je odločil Batum s fantastično obrambo, najprej pribijanjem postavljenega bloka in pomaganjem, podvajanjem Dončića, potem prevzemanje Prepeliča in tista blokada pri prodoru Prepeliča. Batum kljub temu, da je na koncu dal samo 3 točke, bi lahko rekel, da je morda zaradi svoje obrambe bil eden od 3 ključnih mož te ekipe. In to je tudi ta globina, ki jo imajo Francozi, ki je verjetno tudi na koncu nekaj dodala k tej njihovi zmagi. Mi smo sicer dosegli 20 točk več iz rakete kot Francozi. Naš pick and roll je odlično deloval. Luka Tobey pick and roll je bil odličen in ko si že omenil Lukov met, ki tokrat ni bil zelo dober, ne vemo, koliko je potem vplivalo tisto trčenje za tisto varnostno pregrado v 3. četrtini. V zadnji četrtini je namreč vrgel samo 2 meta, ampak Luka je rojeni playmaker. On je zame najboljši playmaker trenutno, najboljši podajalec in kljub temu, da je konkurenca med izjemnimi podajalci v NBA in tudi po Evropi ogromna, mislim, da tukaj ni nobenega dvoma. Marko, 18 podaj ob samo eni izgubljeni žogi. Jaz mislim, da je cela kupica legendarnih playmakerjev, ki jim na takem nivoju, govorimo o tekma, ki jo lahko primerjamo z tekmo finala lige NBA ali pa Final Forum Eurolige, polfinale olimpijskih iger je taka tekma proti taki reprezentanci, kot so Francozi, je taka tekma in jaz mislim, da mogoče ni še nobenemu playmakerju uspela taka predstava na tako pomembni tekmi, 18 podaj, 1 izgubljena žoga, trojni dvojček, šele 3. trojni dvojček, Luka sicer po tekmi niti približno ni zanimal ta trojni dvojček, njega statistika ne zanima in videli smo, kako je bil potrt skupaj z vsemi ostalimi našimi, ampak kljub temu slabšemu metu je imel izjemno tekmo in ravno ta njegova playmakerska klinika, podajalska klinika, šola pravzaprav, je bila eden od razlogov, da smo se na koncu vrnili v igro, seveda skupaj z razpoloženim Jako Blažičem, razpoloženim Klemnom Prepeličem, izjemnim Miho Tobejem, Mikeom Tobijem, za katerega lahko samo upamo, da bo za našo reprezentanco še dolgo časa igral.
Ampak ja, če se vrnem na tisto moje vprašanje, tvoj odgovor, kaj je bilo odločilno, tudi sodnike je treba omeniti. Mislim, da je kriterij preprosto bolj ustrezal igri Francozov. Nad Luko so dosodili 6 osebnih, Luka je izvajal 6 prostih metov, enako kot Nando De Colo in Rudy Gobert, in mi nihče ne bo rekel, da Luka, ki je imel daleč največjo minutažo na tej tekmi, igral več od De Cola in Goberja, si ni prislužil več prostih metov na tej tekmi, oziroma da niso Francozi nad njem storili več osebnih napak. Izjemno fizično so igrali, pretepali so ga celotno tekmo, ampak kriterij je bil tak. Dejstvo je, da so tudi nam dopuščali precej fizično igro, čeprav se mi zdi, Marko, da ne, saj v prvih 3 četrtinah toliko fizično kot Francozom. Mislim, da so na koncu v zadnji četrtini poskušali z nekaj piski malce kompenzirati tisti kriterij iz prvih 3 četrtin ali pa 2,5 četrtin, za katerega se mi je zdelo, da je bil bolj v korist Francozom, oziroma da smo mi pri prebijanju blokov recimo ali pa pri pokrivanju metov hitreje dobili osebno, ali pa nasploh pri kontaktih z francoskimi igralci v različnih situacijah hitreje dobili osebno kot pa Francozi. To je moj vtis, ne vem, Marko, kaj ti tukaj misliš? Ja, Matej, jaz mislim, da ko se dobita dve ekipi, ki igrata na različni ravni obrambo oziroma različno grobo, je potem zelo, zelo pomembno, kakšno igro bodo sodniki dopustili. Ali se bodo postavili bolj na stran grobe obrambe ali bolj na stran obrambe z manj prekrški. Zdaj, Francozi, kljub temu, da so jim dopustili sodniki obrambo na robu prekrška, so imeli 22 osebnih napak. Če bi še malenkost bolj grobo igrali, bi polovica ekipe do zadnje četrtine že obsedela na klopi, kajti Fournier je obsedel na klopi s 5 osebnimi napakami, Cabarrot jih je imel 4, Batum in De Colo pa 3. Če bi malce manj grobo igro dopuščali sodniki, bi te igralci imeli vsaj 4 favle in precej več časa preživeli na klopi. Tako pa mi žal tega nismo znali izkoristiti in kot si rekel, prve 3 četrtine, če bi takšen kriterij upoštevali sodniki tudi pri naši obrambi, mi sploh ne bi smeli biti v bonusu, pa smo skoraj vsako četrtino bili. In mislim, da 3-krat hitreje kot Francozi. Ja, res je. In ko si omenil statistiko Batuma, res je dal samo 3 točke, ampak igral pa je največ od vseh Francozov. Zaradi obrambe. Tako, ja. Selektor Francije je presodil, da Batum najbolj koristi njegovi ekipi od vseh igralcev. Ne gre zmanjšati tega, kaj so vsi drugi igralci dodali, seveda, ampak Batum recimo je imel več blokad kot točk. 4 blokade toliko kot Gobert. Skupaj so jih imeli 8, mi samo 1. In te blokade ter boljši skok jim je tudi omogočil to, da so na koncu dosegli več točk iz proti napadov, 2 točki več, ne veliko, ampak na tekmi, kjer dominirajo tudi pri metu za 3, je seveda treba biti dominanten potem v vseh ostalih kategorijah. In ja, zmanjkala nam je ena žoga. Zdaj, kje gre iskati tisto eno žogo, mogoče tudi nima smisla, ampak en sodniški pisk, en prosti met ali pa 2 prosta meta, 1 trojka, en koš več, en ujet skok v napadu več, pa potem koš, mogoče 1 izgubljena manj, 2-3 napade več, pa iz tega dosežemo en koš več. Res, ena žoga je zmanjkala in kljub temu, da so sodniki vplivali in da tega ne gre zanikati, konec koncev tudi tisti goaltending, nepravilna blokada, potem ko žoga sicer nerodno zadela ob spodnji del table po polaganju Blažiča, ampak pravila so pravila in pravila pravijo, da se žoge ne smeš dotakniti. Luau Cabarrot, mislim, da je bil tisti, ki je blokiral ta met, se žoge dotaknil, je skok in potem je Jaka prejel še tehnično, Francozi zadeli še trojko. A je bil to mogoče tisti prelomni trenutek tekme, na katerega bi lahko prelevili tisti levi delež razlogov za ta poraz? Ja, pa ne. Po drugi strani, če na taki tekmi mečeš 11-20 proste mete, 55% si tudi Klemen Prepelic, za katerega sem prejšnjo tekmo tweetnul, on je manj iz prostih metov, 3-6 na tej tekmi.
pa je sezono za sezono tam nekje pri 90% črte prostih metov, eden najbolj učinkovitih strelcev prostih metov v Evropi pravzaprav, ko govorimo o količini in odstotku skupaj, pa zgreši potem 3 proste mete na taki tekmi in to je mogoče tisto, kar je mene bolj bolelo, kot pa tisto njegovo zadnje zgrešeno polaganje v zadnji akciji, Marko. Matej, mene tudi in mislim, da Klemna tudi. Po tekmi smo videli, kako skrušen je, s solzami v očeh so ga vsi igralci tolažili. Tudi po tem intervjujih so rekli, da ni enega krivca za ta poraz. Klemnu res ni kaj očitati. Zatresla se mu je roka, komu se pa ne bi na polfinalu olimpijskih iger. Meni na drugi strani je malenkost žal, veš zakaj? Žal mi je zato, da niso mogoče Čančara malce bolj izkoristili. Vem, da on širi igro, stoji v kotu in omogoča veliko prostora za pick and roll Luka Tobi ali Luka Dimec. Pozabili smo omeniti Dimca, ki je odigral 2 fantastični akciji, še posebej za njegov nivo, ko nismo tega od njega tako navajeni. Ampak Vlatko samo 7 metov, 3-5 za 2 točki, 1 zadeta trojka od 2 poskusov. Res je, da so bili Francozi zelo pozorni na njega in je lahko zato Luka več žog podal predvsem Tobiju, s katerim sta izigravala enega najboljših defenzivnih centrov prejšnjih 4-5 let mogoče, Rudija Gobera. Tako da, kdo bi lahko imel več metov, kdo manj, je spet ena takšna kaj bi, če bi zanka, v katero se mogoče niti ne bi rada ujela. Na koncu bi jaz še poudaril dosežek Luke, kot si rekel, 18 podaj, 1 izgubljena žoga. To je tekma, ki jo lahko najboljši podajalci samo sanjajo. Luki je to uspelo na prvih olimpijskih igrah. Na prvih olimpijskih igrah je bil 7 točk oddaljen od točkovnega rekorda in kljub temu, da v zgodovini vseh olimpijskih iger sta bila dosežena samo 2 trojna dvojčka, ima Luka 3. in ima povprečje. Njegova statistika je v povprečju trojni dvojček. Torej 24 točk, 10 skokov in 10 podaj. Jaz mislim, da več kot to res ne vem, kaj lahko Luka naredi in kot je rekel njegov bivši trener pred začetkom tekme, ko so na Sloveniji 2 imeli razne intervjuje, MacGyver je imel svoj švicarski nožik oziroma katerikoli pripomoček si je našel in Luka na podoben način ali skoki, ali s podajami, ali z meti premaga nasprotnika in tokrat, ker mu met ni šel, je z 18 podajami zelo lepo zaposlil reprezentanco, ki je metala le 33% za 3. S podajami je zgeneriral 42 točk in z njegovimi 16 točkami to znaša kar 58 točk od skupaj 90. V povprečju pa mislim, da dosega skupaj s podajami in svojimi točkami okoli 51 točk na tekmo, kar je enostavno nepredstavljivo. Večkrat rečemo, da reprezentanca ni Luka Dončić, je pa Luka zelo velik del nje. Ja, je ogenj bruhajoča glava tega zmaja, ki pa dobro funkcionira kot celotna ekipa. Omenil si Čančarja, 11 točk, dodal bi še 9 skokov, res dobra tekma. Manjkali so mogoče koši Zorana Dragića in tista poškodba, ki smo jo omenjali po zadnji tekmi, po tekmi z Nemčijo. Poškodba, o kateri on sam ni želel govoriti, pa smo lahko, mislim, da na tej tekmi videli, da ni bil to tisti pravi zoki, tisti zoki iz preteklih tekem. Na koncu je samo enkrat tudi vrgel v teh 11 minutah, ki jih je odigral. Boril se je tudi on, ampak preprosto se zdi, da ga je ta poškodba preveč uverala. Vprašanje pa, kako se bo pripravil za naslednjo tekmo za Avstralijo. Vprašanje tudi, kako bo Luka se pozdravil za naslednjo tekmo za Avstralijo. Vsi naši pravzaprav so res odigrali trdo tekmo, pogosto imeli bližnja srečanja s parketom ali pa tablami ali pa nasprotnikovimi komolci in ostalimi bolj trdimi deli teles, tako da bodo potrebovali nekaj časa, da pozdravijo telo in napolnijo baterije. Tako kot je bil recimo Pogačarjev bron po tisti izjemni dirki in finišu na koncu vreden zlata, enako lahko rečemo, morda še toliko bolj za slovensko reprezentanco. Mislim, da se ne zavedamo dovolj, kaj so pravzaprav dosegli. Po tem izjemnem nizu zmag, predstav, fantastičnih predstav, do poraza prej ali slej pride, nažalost,
Ampak ta uspeh je izjemen. 2-milijonska država, najmanjša država, ki je do sedaj osvojila kolajno v košarki na olimpijskih igrah, je Litva. Imajo nekaj manj kot 3 milijone, 2,8, 2,6 milijona prebivalcev, mislim, da. In mi bi seveda s kolajno postali najmanjša država, daleč najmanjša država s kolajno. In ta reprezentanca ima tudi prostor za napredek še. Če nam recimo ne bi bilo potrebno igrati tega kvalifikacijskega turnirja in bi se lahko pripravljali samo na olimpijske igre, poznali naše nasprotnike že vnaprej, bi to tudi pomenilo neko določeno prednost. In jaz mislim, da z izkušnjami, ki so jih pridobili na tem turnirju, konec koncev je Luka šele 22 let star in da že na prvem turnirju pri 22 letih mu je uspe popeljati najprej do olimpijskih iger, potem pa še do top 4 na olimpijskih igrah. Preprosto, še enkrat bom rekel, ne zavedamo se, kako velik dosežek, kako impresiven dosežek je to. Verjetno bi bil samo še top 4 na svetovnem prvenstvu v nogometu, recimo bolj impresiven dosežek, vsaj ko govorimo o množičnosti športa. Košarko igrajo na vseh kontinentih, samo na Kitajskem je 200 milijonov rekreativnih igralcev košarke, vedno več tudi drugod po svetu, samo nogomet je bolj razširjen šport in iz tega aspekta, tako majhna država v tako velikem športu, tako odmeven rezultat narediti, šapono, kapo dol še enkrat, pa jo sploh ne nazaj na glavo dajati, vsaka čast. Matej, mislim, da sva bila za tokrat zelo izčrpna. Deva prihraniti nekaj goriva za Avstralijo in upajmo na zmago. Jaz bi v Avstraliji rekel le to, da pogledal sem tekmo proti ZDA. V tretji četrtini so Američani stisnili v obrambi tako, da Avstralci 4 minute niso niti koša dosegli. In ko smo govorili o slabem napadu v tej tekmi Slovenije, lahko rečemo tudi, da je bila odigrana najboljša obramba Slovenije. In s takšno obrambo mislim, da lahko zadušimo tudi avstralski napad. S takšno obrambo, kateri smo bili priča proti Franciji, mislim, da smo favoriti proti Avstraliji. Ja, jaz sem za tole tekmo proti Franciji rekel 50-50, to je bila tekma najboljšega napada proti najboljši obrambi tega prvenstva. Francozi so nasprotnikom dovoljevali nekaj več kot 72 točk, mi smo dosegali nekaj več kot 105 točk, na koncu 90 proti 89 smo se srečali tam nekje na sredini, 50-50 tekma, ampak bi podobno rekel tudi za Avstralijo. Avstralija ima nekaj slabšo obrambo kot Francija, ampak mislim, da malenkost boljši napad. In če gledamo samo statistično, to tudi drži, ampak res malenkost, namreč do sedaj Avstralci dosegajo 86,8 točk na tekmo, Francozi pa 86,6. Torej, naš napad je preko 100 točkami, 102,4 točke po tekmi s Francijo dosegamo, konkretno boljši od avstralskega. So pa tudi Avstralci ekipa, ki je zelo nevarna za 3. Zato bomo morali temu posvečati še posebej veliko pozornosti in takole bom rekel, če bomo na koncu imeli vsaj tako dober odstotek meta za 3 kot Avstralci, bomo zmagali. Vendar bomo potrebovali tudi nekaj boljši met iz razdalje, ki seveda potem dosti stvari olajša, odpre več prostora pod obročem za naše prodore, bo raztegne obrambo, omogoči več prostora tudi za prodore pod košem, potegne nasprotne igralce izpod obroča, igra steče, lažje prideš v ritem. Vse je lažje, ko padajo trojke. Trojka je tudi na rekreaciji, the great equalizer, si lahko še tako bebav, lemav, ampak če ti pada in pa lahko tudi dosti boljše premagaš. Ampak s tem ne želim povedati, da je Avstralija dosti boljša, tako kot sem rekel, za Francijo bom tudi tukaj se ponovil.
Mislim, da je precej 50-50, oziroma bi tukaj rekel 52-48, 51-49, rahlo prednost bi dal naši reprezentanci, ampak bo pa tudi nekaj od zdravja odvisno. Potrebovali bomo zdravega Zokija, potrebovali bomo Luko v formi, brez boleče dlani, ki seveda močno lahko vpliva, in mislim, da tudi je na tej tekmi poleg utrujenosti in vseh ostalih faktorjev trde in grobe francoske obrambe je tudi tisti udarec, mislim, da nedvomno vplival, in upajmo, da bo do sobote Luka to že pozdravil. Čaka nas še en thriller, še ena nepopustljiva trda tekma, in bom samo še enkrat za konec se ponovil, tale bron bi bil vreden zlata, zato fantje, ohladiti glave, ohladiti tudi telesa, namočiti se dobro v eni kadi z ledjo ali pa v kraju chamberit na tisto pošteno ohladitev, to izvrstno regenerira boleče mišice in ostalo. Pa stisnem še eno tekmo, sam še eno, tale bron je zlata vreden, zato gremo. Jaz mislim, da bo Klemen pokazal en tašno Avengers tekmo, če lahko temu tako rečem. Hotel bo pokazati, da se mu ne zatrese na vsake odločilni tekmi roka. Kot zanimivost bi pa te samo še vprašal, kaj pa napoveduješ v finalu? Francija, ZDA, Francozi so na prvi tekmi prvenstva premagali Američane v skupini. Edina nepremagana reprezentanca do sedaj proti Američanov, zopet mislim, da niso brez možnosti, ampak je pa tudi res, da so Američani počasi na zadnjih 2 tekmah, tekmi in pol, začeli igrati tako, kot smo pričakovali, da bodo igrali od samega začetka. Ta ekipa je dobra, ta imena so dobra, imajo drugega najboljšega igralca turnirja s Kevinom Durantom in enega od 3 najboljših igralcev sveta, poleg Luke Dončića, pa dodajte še poljubno ime, ampak mislim, da sta ta dva med top 3 zagotovo. So favoriti, nedvomni favoriti, zato tudi napovedujem njihovo zmago. Ne bi bil pa presenečen, če bi Francozi zmagali, in bom tudi navijal za Francijo. No, jaz bom navijal samo za čim bolj fair tekmo. Vem, da je Blaž vedno poudarjal, kakšne sodnike pošiljajo na olimpijske igre iz držav, kjer košarka ni prva, druga, mogoče niti tretja disciplina. In tako hitra igra, kot se igra v NBA-ju, tako hitre igre marsikateri sodnik ne more dobro spremljati, še posebej ne sodniki iz kakšne Brazilije, Japonske in podobnih držav. Po drugi strani pa zna biti tudi, da bodo sodniki malce zapadli pod ta star power, kot rečejo, da bojo starstruck, oziroma bodo super zvezde malo preč vplivali na njih, in jim tudi Francozom groba igra verjetno ne bo pomagala. Jaz vsekakor upam, da bodo naši za tekmo proti Avstraliji zdravi, z umirjeno glavo, umirjeno roko, naj dajo vse od sebe, in kakršenkoli rezultat bo, bomo ponosni na njih. Ampak eno mečkano bolj, če bojo usvojili bronasto medaljo, ja, če tako rečem. Mogoče ne ponosni, bolj ponosni bomo v vsakem primeru, ampak malce bolj močno se bomo lahko potrkali po prsih, vsekakor bomo precej boljše volje. Tale medalja bi bila vsekakor zgodovinska, po drugi strani je pa tudi res, da je tisto 4. mesto, ko na koncu si eno izmed 4 moštev v polfinalu, ki ostane brez medalje, pogosto celo lahko najbolj boleče mesto na celotnem turnirju. In naši fantje bi si po tem turnirju nedvomno zaslužili tale bron, in mislim, da ga tudi vsi privoščimo. Marko, bila sva kar izčrpna, držali bomo pesti, tresli se bomo še eno tekmo. Upam, da jim rata, in upam, da bomo lahko precej boljše volje snemali podcast v soboto. Ja, to upam tudi jaz, in s to željo te pozdravljam v Slovenijo in upam, da se zelo dobre volje spet slišimo v soboto. Adijo. Enako, živjo.